Vlada in policisti nadaljujejo pogajanja. Člani obeh policijskih sindikatov namreč niso pristali na sporazum z vlado, ki so ga pogajalci parafirali v sredo zvečer. Predlog tega sporazuma, ki obsega 25 točk, med drugim predvideva umik referendumske pobude o zakonu za uravnoteženje javnih financ. Med drugim so se pogajalci dogovorili o izplačilih za delovno uspešnost, novi sistematizaciji delovnih mest, pa tudi o pogodbah o sindikalnem delu. Na vladi kljub začetku zbiranja 40 tisoč podpisov za razpis referenduma zagotavljajo, da so se še pripravljeni pogovarjati in da bodo naredili vse, da pride do dogovora. Predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin se bodo zvečer na sestanku pri predsedniku vlade Janezu Janši pogovarjali o spremembah ustave z področja referenduma. Potem, ko se je izkazalo, da za vnos fiskalnega pravila v ustavo ni zadostne podpore, bodo parlamentarne stranke poskušale najti kompromis glede referendumske ureditve. Predlog ustavnih sprememb predvideva, da lahko referendum zahteva samo 40 tisoč volivcev, ne pa tudi tretjina poslancev in državni svet, kot velja zdaj. Še vedno pa tudi po tem predlogu velja ureditev, da lahko državni zbor o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, na lastno pobudo razpiše referendum. V ustavo bi zapisali prepoved referenduma o nujnih ukrepih, zakonih fiskalne narave in v primeru protiustavnih posledic. Predlog tudi predvideva, da bi referendum bil veljaven, če bi bila udeležba 40-odstotna. Zavezanci za dohodnino, ki so marca dobili informativni izračun in so plačali previsoko akontacijo, bodo danes dobili preplačan znesek na svoje račune. Skupni znesek vračil, ki jih je nakazala davčna uprava, znaša dobrih 63 milijonov evrov. Do zdaj je davčna uprava informativni izračun poslala približno polovici od nekaj več kot milijon zavezancev. Tisti, ki ga še niso dobili, ga lahko v poštnem nabiralniku pričakujejo v prvih dneh junija. Stavka v Primorju se nadaljuje, kljub temu, da so zaposleni v četrtek dobili preostanek plač za mesec marec. Uprava družbe namreč ni izpolnila nobene izmed stavkovnih zahtev, saj je zaposlenim še vedno dolžna plače za april. Nujna dela kljub stavki potekajo nemoteno, na primer delo na gradbiščih Primorja v tujini in delo na gradbišču 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Danes se začenja nova preventivna akcija Pripnite se in doživite, s katero Agencija za varnost prometa spodbuja uporabo varnostnega pasu med vozniki ter potniki v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in avtobusih. V Sloveniji je uporaba varnostnega pasu obvezna. Po raziskavi iz leta 2011 varnostni pas v Sloveniji uporablja 93% voznikov. Polovica voznikov, ki so letos umrli v prometnih nesrečah, pa ni bila pripetih. Jutri bo spremenljivo ali pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in popoldne tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, najvišje dnevne pa do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo nestalno vreme, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno s padavinami, deloma nevihtami, tudi ohladilo se bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nova sredstva za javna dela bodo zaposlila 1000 brezposelnih oseb. Bo mariborski mestni svet že danes objavil nov razpis za dodelitev koncesije za zavetišče za živali. Mariborski center za sluh in govor obstaja že 50 let. Bodite z nami ob 18.